Kdaj lahko pričakujemo ali sploh zdravstveno reformo? Zaenkrat se ukvarjate s pokojninsko, ampak kdaj zdravstvena in ali pri zdravstveni pričakujete še večje politične napetosti in konflikte, kot se vam dogajajo pri pokojninski, tudi znotraj koalicije? Prihodnji teden bo zadnje odločilno glasovanje o usodi pokojninske reforme. Z izjemnim zanimanjem spremljam zadnje priprave na to odločilno glasovanje. Poslance bom prihodnji teden, poslanke in poslance vladajoče koalicije in tiste, ki mi bi želeli, kljub temu, da ji ne pripadajo, prisluhniti, opozoril na to, da je sprejem pokojninske reforme eden od 3 ukrepov, ki jih pričakujejo partnerji, recimo temu, v hitrem vozu Evrope, tistem, ki gre z spremembami hitreje od drugih naprej. Prvi je zmanjšanje deficita in to nam je uspelo. Drugič, ohranitev ravni javnega dolga pod povprečjem Evropske unije, to nam je uspelo. In tretja, pokojninska reforma. In bomo med 6 državami, ki bodo pokojninsko reformo spravile pod streho. Če nam bo to uspelo, bo Slovenija za Božič in novo leto na varni strani radarja, ki kaže, ali se posamečne države Evropske unije nahajajo v tako imenovani coni tveganja ali na varni strani. Slovenija bo, če bo sprejela pokojninsko reformo, utrdila svoj položaj na varni strani tega radarja. Zato je sprejem pokojninske reforme izjemnega pomena. Takoj, ko bo pokojninska reforma pod streho, bova čez božično-novoletne praznike pripravila z ministrom dr. Marušičem vse potrebno za začetek javne obravnave zdravstvene reforme. Ta je pripravljena in socialni dialog ter politični dialog se lahko začne. Vendar pa sem se kot predsednik vlade, ki je dolžan koordinirati delo vlade in procesirati spremembe, odločil, da spravimo najprej pod streho pokojninsko reformo, si za teden dni oddahnemo in takoj po novem letu začnemo s procesiranjem zdravstvene reforme. Na vaše vprašanje, ali pričakujem, da bo ta težja od pokojninske, vam odgovarjam pritrdilno. Jaz sem teze zdravstvene reforme prebral. Minister Marušič je šel v smeri, ki mi jo je bil najavil, ko sem ga prosil, da prevzame vodenje Ministrstva za zdravje. Mislim, da gremo v smer modernizacije zdravstvenega sistema, ki bo pripeljal v javnem segmentu, dopuščen bo seveda tudi privatni, ampak nas seveda zanima in mi smo odgovorni za javni segment zdravstvenega sistema, da bo prinesel večjo dostopnost in večjo kvaliteto storitev, hkrati pa racionaliziral ta sistem in s potrebno učinkovitostjo tudi zmanjšal potrebna sredstva davkoplačevalcev, da ta sistem vzdržujemo. Mi moramo vedeti, da sta pokojninska in zdravstvena reforma na nek način povezani. Obe sta na nek način odziv na demografsko sliko v Sloveniji. Mi imamo s tem, ko se veča obseg ljudi, ki živijo daljše življenjsko obdobje, seveda tudi večji obseg ljudi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Ker je temu tako, moramo zato, da ne bi povečali davkov, kar ni in ne bo politika te vlade, tako racionalizirati zdravstveni sistem, da bomo s približno enakimi finančnimi sredstvi nudili več in bolj kvalitetne zdravstvene usluge in to vsem ljudem, ne glede na socialno možnost. Ta zdravstvena reforma bo zahtevala izjemno
prepričljivost predlagateljev. Jaz jo bom na široko odprl v javni prostor. K njej ne bodo povabljene formalno samo skupine, ki so neposredno povezane za reformo, torej zdravstveno osebje na eni strani ali predstavnike uporabnikov, pacientov na drugi strani, temveč pravzaprav vso javnost, ker smo tako ali drugače, kot pri pokojninski, tudi pri zdravstveni, morda pri tej še bolj, vsi seveda deležni učinkov te reforme. Tako da si dovolim danes obljubiti slovenski javnosti izčrpno javno razpravo o zdravstveni reformi, ki bo predstavljena kmalu po novem letu. Ta bo po svoji vsebini zaradi nekaterih radikalnejših odločitev še težja od pokojninske reforme, vendar nujna, če želimo prvič narediti zdravstveni sistem ob drugačni demografski sliki, kot smo imeli doslej, za isto ceno bolj kvaliteten in bolj dostopen za vse sloje ljudi, vseh starosti. Prosim. Rekli ste, da z velikim zanimanjem spremljate, kaj se torej dogaja, verjetno tudi s poslanskimi glasovi, glede glasovanja v tretjem branju o pokojninski reformi. Pa bi me zanimalo tole, ali vi v tem trenutku še ostajate na stališču, da bo Desus ostal v koaliciji, ne glede na to, če pokojninske reforme ne bo odprl, kajti Gregor Golobič, predsednik koalicijskega Zaresa, je v nedeljo v našem TV klubu zelo jasno povedal, da po njegovi oceni stranka, ki take reforme ne podpre v koaliciji, pač nekako v smislu nima več kaj iskati. Ostajate vi pri tem, kar ste rekli, ali je kaj drugače? Kakšenkrat je manj več. Tretje glasovanje šele bo. In moja naloga zdaj ta hip ni biti preveč pameten, ampak uspešen v tem, da jo spravimo pod streho.